Naša prva postaja bodo trditve, ki zvenijo napačno. Vsaki bo ena beseda neustrezna, tekmovalci, če jo popravite v 15 sekundah, dobite 5 točk. Pa kar začnimo. Sem plemenita, redka in ena od najmanj reaktivnih kovin. Topim pa se v živem srebru. Nekoč so iz mene kovali denar, danes pa sem zaradi odpornosti in dobre električne pretočnosti pomembna v informacijski tehnologiji. Kam smo torej skrili napako pri prvem vprašanju? Čas gre počasi proti koncu, napišite kaj. Zdi se mi, da ni bilo kaj precej napisanega, poglejmo. Ja, žal je bilo prvo vprašanje kar zahtevno, poglejmo pa, katero besedo bi morali popraviti. Ne pretočnosti, ampak prevodnosti, o električni prevodnosti govorimo. Dobro, nič hudega, gremo na drugo trditev. Vse življenje preživim v morju. Na kopno grem le, ko moram odložiti jajca. Moji mladički se iz njih skotijo z mehkim oklepom in takoj pohitijo proti morju. Žal pa jih večina do tam sploh ne pride, saj jih že prej polovijo plenilci. Aha. Tokrat je nekaj pisanja, slutim, da bo bolje. Pa poglejmo, če je res. Izvalijo in izvalijo. Poglejmo, če je to napaka, ki jo iščemo. Ne skotijo, ampak izvalijo. To je pravilen odgovor. 5 točk za obe ekipi. Bravo. Bravo, bravo. Takole, prva je bila ogrevanje, zdaj pa vidim, da vam je šlo tole že bolje. Mi pa gremo torej k zadnji trditvi, ki bo precej večja stvar, ne? Dobro. Potem, ko so me ob 100-letnici francoske revolucije postavili na bregu reke Loare v Parizu, sem bil kar 40 let najvišja zgradba na svetu, nato pa so me prekosili nebotičniki v New Yorku na drugi strani Atlantskega oceana. Kje se skriva torej napaka v zadnji trditvi? Čas se izteka, poglejmo vaše odgovore. Sena, pravite rumeni. Res je, Eifflov stolp stoji na bregu reke Sene, kar pomeni 5 točk za Lenart. Loara res je sicer najdaljša reka v Franciji, to da skozi Pariz ne teče.